Lep dober dan in prijazen pozdrav iz občine Ljutomer, kjer smo seveda pripravili kar nekaj dogodkov ob 66. praznovanju praznika občine Ljutomer. V 10 dnevih se bo zgodilo okrog 50 dogodkov in seveda zato so zaslužni ljudje iz naše občine, ki nenehno delajo, ustvarjajo in skupaj beležimo izjemne rezultate. Z praznovanjem občinskega praznika pričnemo v petek, in sicer 29. julija. Letos smo seveda poudarjali prleške vrednote čez celo leto in tudi vinsko kulturo, in tudi osrednja pozornost v času našega praznovanja bodo prleške vrednote in vinska kultura. Tako da smo si nekako zastavili tudi po dnevih poudarek nekaterih vrednot, ki nas delajo prepoznavne. In radi trdimo, da smo uspešni zato, ker nam v prvi vrsti vedno dajemo poudarek v prvi vrsti našim vrednotam. V petek 29.7. se opravičujem, ob 10. uri bomo predstavljali oziroma razpravljali o projektu Tu ise kap skupaj z Leo Pomurjo, tukaj v prostorih Mladinsko-kulturnega centra v Ljutomeru. O tem nam bo več spregovoril gospod Mitja Kolbl, naš sodelavec odgovoren za področje prometa. Izvolite, gospod Mitja. Lepo pozdravljeni. Glede na sedajšnje stanje na področju energetike bo ta tema zelo aktualna. Gre za projekt 2ise kap, v katerem sodeluje občina Ljutomer. Gre za projekt programa Horizon 2020. Vrednost celotnega projekta je 1.500.000 evrov, od tega zapade delež na občino Ljutomer 46.000 evrov. Zdaj gre se za to, da bomo v okviru tega projekta pripravili načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe občine Ljutomer. Predvideva pa se, da bo županja na tem dogodku podpisala tudi konvencijo županov, s katero se bo nekako občina Ljutomer zavezala, da bo do leta 2050 postala kot neka občina, kjer bo omogočala dostop do cenovno ugodne, varnostne in pa trajnostne energije. Na tem dogodku bo seveda predstavljeno vsi postopki, ki bodo tekli v zvezi s tem, tako da vljudno vabljeni. Hvala lepa. V času praznovanja bomo seveda predali svojemu namenu kar nekaj odsekov cest, in sicer v petek se bomo nekako najprej lotili otvoritve oziroma odprtja prenovljene javne poti Juršovka Spodnji Kamenščak na Kidričevi ulici 35 in pa potem prepešačili do naslednjega odseka, in sicer to je pa odprtje delno prenovljene javne poti proti Juršovki oziroma Spodnji Kamenščak cesta na Vilu. Tudi v soboto bo dan, kjer je poudarjena vrednota marljivost, namenjen nekaterim otvoritvam, in sicer ob 10. bomo odprli in predali svojemu namenu razširjeno in komunalno urejeno poslovno cono za Šparom. Ob 11. bomo odprli prenovljene javne poti v krajevni skupnosti Železne Dveri, druga faza, in sicer naše zbirališče bo v Radomerju 14. Ob 16. uri bomo predali svojemu namenu modernizirano lokalno cesto Gode-Marci-Marinščak in modernizirano javno pot Radoslavski breg. Nadaljevali pa bomo seveda z krajevnim praznikom ob 17. uri v krajevni skupnosti Radoslavci pri gasilskem domu. To je tradicionalni praznik krajevne skupnosti. Naše krajevne skupnosti pač praznujejo čez celo leto, ravno krajevna skupnost Radoslavci pa v tem času, ko občina Ljutomer praznuje. Seveda bomo soboto začeli ob 9. z memorialom Aljaža Cafa in Jožeta Gajserja.
na zletišču v Veržeju v organizaciji Aeroklub Prlek iz Ljutomera. Potem pa seveda večerni del zaključili tukaj v prostorih Mladinsko-kulturnega centra in sicer bo predstavila dogodek direktorica Splošne knjižnice Ljutomer, gospa Vesna Lajzani, in pa potem še bom povabila k besedi gospoda Tomija Špinglerja, ki bo seveda predstavil 9. nočni turnir v odbojki na mivki v športno-rekreacijskem centru Kostanjevica. Lepo pozdravljeni, hvala župani za najavo. Ja, v sobotni del nosi naslov Mladi in kultura. Tukaj se bomo prvič združili tako Prleški študentski klub in Splošna knjižnica. Predstavili bomo vam 2 mladi umetnici, in sicer Julijo Lokovnjak, ki se ukvarja bolj z fantastično kulturo. Napisala je prvo knjigo Imaginarni svetovi Edgarja Kausa. To gre o 15-letnem dečku, ki je potem z mnogimi fantazijskimi liki v zgodbi. Nagrajena je bila Julija kot mlado pero, to je slovenska nagrada. Prav tako Katjuša Peterka, ki je dijakinja gimnazije Franca Miklašiča Ljutomer, in sicer je bila nagrajena za film Ljubezen. To je festival Videomanija in seveda imamo 2 nagrajenki. Julija prihaja iz Gornje Radgone, Katjuša pa iz Beltinec, ki je tudi navdušena cimbalistka. Tako da mladi pa se bodo pokazali še v glasbi, kajti imamo tukaj v Ljutomeru kar veliko glasbenih umetnikov. Tako da pridite tudi tisti, ki smo še manj mladi ali pa že manj mladi, smo vabljeni. Hvala. Hvala. Gospod Tome. Ja, lepo pozdravljeni, hvala lepa za ponovno možnost sodelovanja pri občinskem prazniku. V ŠRD Kostanjevica zdaj že 9. leto zapored, torej pripravljamo nočni turnir v odbojki na mivki in moram reči, da letos spet zelo pozitiven odziv ekip. V bistvu smo v enem tednu zapolnili vsa razpoložljiva mesta na turnirju, imamo še nekaj ekip na čakanju, če mogoče katera ekipa odpove, tako da smo tega zelo veseli. V bistvu sistem tekmovanja in pa sama pravila tekmovanja ostajajo enaka kot do sedaj, torej pravica nastopa je neomejena, torej vsi lahko nastopajo na turnirju, razen tega, torej, da mora biti ekipa v mešani postavi, torej vsaj en moški oziroma vsaj ena ženska mora biti na igrišču, torej v ekipi. Glede sistema tekmovanja bo zagotovljeno, da bo vsaka ekipa imela vsaj 2 tekmi. Finalno tekmo pričakujemo okrog 2. ure zjutraj. Za dobro hrano in pa hladno pijačo bo tudi poskrbljeno. Glede na se pravi prijave ekip pa pričakujemo precej dobro igro odbojke in pa seveda prijetno druženje, tako da lepo vabljeni. Hvala lepa. Trajalo bo sigurno do jutranjih ur, tako kot ponavadi. Smo že pri nedelji 31.7.2022, kjer je poudarek na vrednoti vztrajnost. Namreč kar nekaj športnih dogodkov se bo razvrstilo, tudi poklon kasaštvu v naši občini, tako da bom sedaj povabila predsednika Športne zveze, gospoda Mirka Ravtarja, da nam predstavi, kaj se bo dogajalo, katere aktivnosti organizirane strani Športne zveze, nekaterih društev, in pa potem seveda tudi predsednika Kasaškega kluba Ljutomer, gospoda Branka Kristla, ki pa letos tudi seveda obhaja častitljivo 10. obletnico delovanja edinega kasaškega muzeja v Sloveniji. Izvolite, gospodje. Pozdravljeni v imenu Športne zveze. Kot je gospa županja povedala, bo v nedeljo
kar nekaj dogodkov takšnih, kjer lahko pokažemo vztrajnost. Ob 8. bomo pravzaprav začeli s kolesarjenjem. To prireditev smo imenovali Tour de Lotmerk. Slovenci smo pač dežela kolesarjev, čeprav včeraj nismo zmagali, ampak zmagali bomo pa pol v nedeljo. V okviru Tour de Lotmerk so organizirane 3 trase, in sicer bomo vozili z gorskimi kolesi 40 km, s cestnimi kolesi s specialkami okoli 80 km in pa družinska vožnja okoli 15 km. Vse skupaj pričakujemo, da bi trajalo 2 uri pa pol. In po tem kolesarjenju je tradicionalno druženje in kopanje na bazenu, potem kolesarji se malo pogovorijo, kak je bilo, in to je potem zelo zanimivo, ker vsi zmagamo. Druga prireditev ta dan v nedeljo je potem 15:30 prikaz reševanja utopljenca iz vode. To je tudi že tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto ob občinskem prazniku prikažemo skupaj z zdravstvenim domom in reševalci iz vode na bazenu. Zelo poučno in zelo zanimivo. Ob 16. uri bi pa bila prireditev Lotmerk na vodi. To so športno-rekreativne igre za mladino do 15. leta starosti. Ekipi bosta 2 tekmovala, za tiste še mlajše bo pa na bazenu tudi napihljivo igralo, brezplačna uporaba in pa še kakšne druge animacije. Hvala, toliko za nedeljo, potem pa še pridemo kaj gor. Večkrat, ja. Gospod Kristel. Lep pozdrav v imenu Kasaškega kluba Ljutomer. Kasaški klub Ljutomer se vsa leta vključuje v praznovanje naše občine. To nam je v čast. Zaradi tega se še nekako zmeraj ekstra pripravimo, pa tudi se hočemo pokazati, da ljutomerski kasač je že dolgo na sceni, še 2 leti manjka, pa bo 150 let. Mi to vrednoto zelo cenimo, zaradi tega smo tudi postavili ta muzej, kot je županja rekla, edini v Sloveniji. Jaz moram povedati, muzej kasaškega konja je edini na svetu. Muzejev o konjih je po svetu dosti, o kasaškem konju pa je samo eden, in ta je v Ljutomeru. Tako da, kot zmeraj županja reče, da smo prleki prvi, smo res prvi. Tako da letos praznujemo 10-letnico otvoritve muzeja, ki sta ga postavila skupaj Kasaški klub Ljutomer pa občina Ljutomer. Na sami prireditvi v nedeljo 31.7. z pričetkom o 15. uri smo letos drugič z ozirom do velikega spoštovanja do žensk, do voznic, spet naredili dirko, kjer lahko nastopajo samo članice kasaških klubov iz Slovenije. In lani, ko smo prvič to naredili, smo videli, da smo nekako uspeli in želimo, da to ostane še naprej navada, posebno pa še zdaj, ko je, oziroma še naprej, če bo ženska županja v naši občini. Tako da vsi lepo vabljeni. Na ta dan bo tudi kvalifikacija za derbi, ker Kasaški klub Ljutomer prireja letos 32. slovenski kasaški derbi. To je največja dirka, ki jo konj beži v življenju samo enkrat. In to je 4-letni konj. V izbor pride 12 najboljših kasačev. Letos je vplačil bilo za to dirko 24 kasačev, tako da bosta celo 2 dirke v kvalifikacijah.
In to smo zdaj organizirali tako, da bo v okviru občinskega praznika Ljutomer. To so 3 glavne stvari, ki bodo se ta dan dogajale. Pripravili bomo tudi eno kulturno točko, da se ta 10-letnica muzeja nekako ovekoveči. 10 let je mogoče v enem trenutku dosti, v enem malo, za nas pa je to veliki ponos. Zaradi tega smo tudi izdali eno novo zloženko, ki prikazuje zdaj 10 let te poti in ob tej prilike, ker sem jo komaj danes zjutraj dobil, pa samo 3 komade, eno od teh 3 podarjam naši županje. Hvala lepa. Ja. Tako da vsi lepo vabljeni, želimo si, da vas čim več pride. Hvala lepa. Se zahvaljujem obema in sicer v nedeljo bi še omenila, da bo ob 10. uri mašna slovesnost z blagoslovom prleških vrednot v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Ljutomeru in pa povem in tudi povabim vse občanke, občane občine Ljutomer ter prijatelje občine Ljutomer na našo kopališče, kjer je seveda prosti vstop. Bomo pa v nedeljo poskrbeli tudi za naše najmlajše in sicer za naše otroke. Od 17. do 19. ure jih bo zabaval klovn Sirkec. Seveda bo poskrbel za animacijo z milnimi mehurčki, teater Cizamo v parku prvega slovenskega tabora. Ob 19. uri pa bo o dogodku Za Ukrajino z ljubeznijo nekaj več spregovorila gospa Svetlana Oleteč. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bi prvo zahvalila občini Ljutomer, da nam je omogočila, da lahko sodelujemo na tem dogodku. Hvala lepa. Ideja je nekako rasla že nekaj časa in zdaj se nam končno uspelo uresničiti. Organizirali bomo humanitarni koncert, ki se imenuje Za Ukrajino z ljubeznijo. Cilj tega koncerta je zbiranje denarja za ukrajinske otroke z začasno zaščito, ki živijo v Sloveniji oziroma ki živijo v Pomurju, pa tu v Ormožu, v teh krajih. Po mojih podatkih jih je kar 200, no, s tistimi jaz nekako vzdržujem stike, zagotovo jih še več. S tej pomočjo, ki dobijo od države, to zdaj za odrasle 419 €, nekako to jim dovolj za osnovno preživetje, zdaj pa morajo za otroke kupiti šolske potrebščine. No in zato smo zdaj odločili, da organiziramo ta koncert oziroma to prireditev. Na koncertu bodo nastopali slovenski in ukrajinski glasbeniki. Na začetku sem pisala 80 slovenskim glasbenikom, da bi se odzvali, ampak težko dobiti nekoga zdaj v tem kratkem času in zdaj so vsi zasedeni, ampak so nam bolj domači odzvali, tako da na koncertu bodo nastopali Oktet Arjeon, Miha Balažic, Rudi Šantl, Mojca Prec, ansambl Upanje in ukrajinska vokalistka Jokodo, Ekaterina, ki tudi poje z Vladom Kreslinom na več humanitarnih koncertih, zdaj živi trenutno v Murski Soboti, pa še ena mamica, Jelena Kovalenka z svojo punčko, tako da bo koncert trajal od 7 do 10 ure, vmes bodo stali stojnice, na katerih bodo obiskovalci lahko poskusili ukrajinsko hrano, ki jo bodo pripravili ukrajinske ženske. Tudi bodo stojnice z izdelki, ki jih že izdelujejo naše ženske. To bodo različne, zapestnice, punčke iz cunj, torbice, bodo tudi slike, razglednice, tako da bo ogromno stvari, bo takšna mala tržnica.
Odvijali se bodo tudi delavnice za otroke, ki bodo izdelovali nekše punčke, motanke, se tako rečejo, pač takše ukrajinske punčke, pa še nekaj, ne, mogoče še bo odvijala modna revija ukrajinskih narodnih noš, program bosta povezovala pač Andrej Mernik in jaz. Tak, to je to. Za pijačo in hrano bo poskrbljeno, bo gostilna Gaš postavila svoj šank, tako da ukrajinski pijači nismo mogli pripeljati, tako da to je vse tako zakomplicirano, tako da se bomo pač Prleške vrednote, tako da bomo pili slovensko pijačo, ne, tako da, ja, to je to. Tako da vabljeni vsi in upam, da vam bo zanimivo, boste pač malo začutili duh ukrajinske kulture, tako da boste pač videli te ukrajinske ženske, ki so tu, tako večina jih bo v narodnih ukrajinskih nošah, nekaj nam uspelo dobiti, tako da ja, bo zelo zanimivo. Vabljeni. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo z ponedeljkom, 1. avgusta. Ta dan je bolj v dogajanju v smeri prijaznosti, zato bo poskrbela s tem poudarkom Splošna knjižnica Ljutomer in ponovno vabim gospod direktorico Vesno Lajzani, da nam predstavi, kaj se bo dogajalo. Ja, prijaznost se začne z otroci, ne, njih moramo učiti prijaznosti, zato prvo organiziramo pravljično uro od 9:30 do 10. ure v slaščičarni Floco Kraj. Tukaj je bil pred prenovo, pred našo sanacijo predviden sprehod skozi knjižnico in muzej, ampak ker se zdaj tako lepo prenovlja, smo pač na drugih lokacijah in sigurno ne samo, da je treba vzgajati mlade v prijaznosti, ampak tudi slikanice, knjige in je treba že zelo zgodaj ponuditi, tako se otroci navadijo na vse, kaj se tiče s knjigami, vrednotami in tako dalje. Jaz bi kar še nadaljevala ta naš program, če smem. Ob 18. uri v ponedeljek organiziramo literarni večer z gospo Janjo Magdič, ki je prvotno se pisala Kardinar in je doma iz Cvena. Izdala je že drugo pesniško zbirko z naslovom Drobtinice sreče. Janja nam bo predstavila pač svoje pesmi, povabili pa smo tudi Andija Sobočana, znanega cimbalista, da nam bo popestril tako še malo glasbeni del. Predstavila bi še v torek ustvarjalnost vrednota in sicer imamo pravljično uro pod hrasti. To je že naša tradicionalna prireditev, tako da si obetamo lepo vreme in predvsem dosti obiska. Hvala lepa. Seveda bo dogajanje tukaj tudi v Mladinsko-kulturnem centru v Ljutomeru in sicer organizirane bodo družabne igre za mlade in to je v ponedeljek ob 14. uri, potem tudi v torek in pa v petek, se pravi cel popoldan bodo družabne igre, tako da mladi res tudi vljudno vabljeni. Gospa direktorica je že povedala, da so se pač morali prilagajati na določenih lokacijah, v teku energetska sanacija, mestne hiše, občine, tudi Doma kulture, tako da smo seveda naročili lepo vreme, da se bo večina dogodkov odvijalo zunaj v našem čudovitem parku in še kje. Omenjen je bil dogodek pravljična ura pod hrasti v torek, seveda pa večerni del je bolj seveda poudarjen kulture, tako da vabim tudi direktorico oziroma vodjo Javnega sklada za kulturne dejavnosti v Ljutomeru, gospod Miro Rebernik Žižek, da nam kaj pove, kaj bo na dogodku Ljote v Prlekih. Lepo pozdravljeni tudi v imenu območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljutomer. Kot je že županja rekla, vsako leto se tudi mi priključimo v torek na Dan kulture z našo tradicionalno prireditvijo pod našimi 100-letnimi hrasti v parku prvega slovenskega tabora.
In sicer je letošnja prireditev literarno-glasbeno obarvana z naslovom Oglote o prlekih pod 100-letnimi hrasti. Tukaj se pridružujemo praznovanju oziroma razglasitvi občine Ljutomer za leto prleških vrednot in vinske kulture. Tako bomo na tej prireditvi dali poudarek predvsem literaturi in pa poeziji in pa prozi, se pravi jezikovni in pa tudi glasbeni prleški vrednoti. Gotovo nismo pozabili tudi na tisti žlahtni del, se pravi tudi vinska kultura bo prisotna za vse, ki boste se nam pridružili ob 18. uri, se pravi v parku prvega slovenskega tabora v torek 2. avgusta. Vreme bo, če pa deša dež, tako kot Grženci rečejo, te pa se bomo seveda mi tudi preselili nekam v notranjost. Izbrali smo lokacijo, to, ki smo danes, se pravi Mladinski kulturni center. Za vse, ki nas gledate, to je Stara Jagoda, se pravi na dvorišču glasbene šole, da boste malo lažje našli in se spomnili na stare čase, ko ste še mogoče hodili v Jagodo na kakšno malico. Kislo žipo. Ali pa na kislo žipo, tako. Zdaj, če sem že pri besedi, županja, dovolite, da predstavim še našo 11. sezono žlahtnega abonmaja, ki smo ga že razpisali. In sicer imamo v času občinskega praznika posebno akcijo, da se lahko vsi abonenti vpišajo po enotni znižani ceni, to je 50 evrov za 5 profesionalnih predstav, ki si sledijo potem v 5 do 7 mesecih, začnemo oktobra oziroma vse odvisno od energetske sanacije našega doma kultura. Tukaj bi poudarjala, da smo zelo hvaležni, da se je občina odločila in da je začela vlagati tudi v ta naš kulturni hram, ki ima že bogato tradicijo. Predstavila bi letošnji program žlahtnega abonmaja, in sicer Narodni dom Maribor se nam bo predstavil s komedijo Čudež, potem Orangel iz Ljubljane z stand-up komedijo, prvo slovensko žensko stand-up komedijo Tako ti je mala. Potem Tadej Toš pride z svojimi novimi dogodivščinami, ki se bodo dogajale v naši lepi Sloveniji. Potem Prešernovo gledališče Kranj z dramo Meja sneženja in pa Špas teater Mengeš s komedijo Avdicija. Torej, spoštovani vsi, ki nas gledate, vabljeni, da se vpišete v naš žlahtni abonma, in sicer od 1. do 5. avgusta med 8. in 12. uro v Domu kulture, se pravi v pisarni Javnega sklada za kulturne dejavnosti, in pa 3. avgusta na Glavnem trgu med 17. in 19. uro, ko imamo prireditev Občina na prostem. V teh terminih lahko abonma dobite po znižani ceni. Hvala lepa. Hvala. Torek 2. avgusta bomo zaključili ob 20. uri z podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj za leto 2022, in sicer v parku prvega slovenskega tabora. Sreda, 3. avgust, je poudarek na povezanosti oziroma povezovanju. In sicer začeli bomo z ribiškim srečanjem v organizaciji Športne zveze Ljutomer, Društvo upokojencev Ljutomer in Ribiško družino Ljutomer. To bomo predsednika Športne zveze potem še povabili, ko bo predstavljal ostale dogodke. Lani smo seveda začeli tudi z županjino pisarno na prostem pod 100-letnimi hrasti. Tudi letos bo tako, in sicer od 9:30 do 11:30 bom sprejela nekatere posebne goste, ki so dosegli nekatere izjemne rezultate v tem letu, pa tudi prosti klepet z občankami, občani, ki radi poklepečajo, po prleško rečeno, tako na prostem, sproščeno. Lani se je ta dogodek res lepo zgodil, tako da tisti, ki ima željo kaj spregovoriti z mano, seveda vljudno vabljen.
Sočasno pa bo potekala tudi gibalna pogovorna urica z Dragico in Petro ob 10. uri, o tem pa nam bo več povedala tudi direktorica KDR Združenja asistence, gospa Dragica Kosmajer. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Iskrene čestitke občini Ljutomer ob praznovanju 66. občinskega praznika v letu, ki je razglašeno za leto prleških vrednot in vinske kulture. Hvaležni smo, da smo lahko z našim prispevkom pripomogli ter želimo obogatiti bogat program občinskega praznovanja, še toliko bolj, ker je prav, da se aktivno vključijo tudi najranljivejše skupine občank in občanov. Smo izvajalec osebne asistence, KDR Združenje asistenca socialno podjetje. Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma. S tem jim je omogočeno neodvisno, aktivno in enakopravno vključevanje v družbo. Svojim uporabnikom poleg izvajanja osebne asistence želimo obogatiti vsak dan z dodatnimi aktivnostmi, ki odražajo skrb zase, skrb en za drugega in aktivnosti, ki izražajo radost. Verjamemo, da je radost v nas in ne v rečih. Izpopolnitve vrednot, kot so sreča, ljubezen, sočutje, empatija in tako dalje, se uresničujejo z našim odnosom, na katerem gradimo od prvega dne našega znanstva. Vsled tega se trudimo in spodbujamo naše uporabnike in zaposlene, da veliko časa aktivno preživimo v naravi, na gibalnih in pogovornih uricah, ki so zelo dobro sprejete. Zato vabimo vse, ki se želijo z nami razgibati in pogovoriti v park prvega slovenskega tabora, da se nam pridružijo v sredo 3. avgusta ob 10. uri. Ne bo vam žal. Gibalne urice so garancija za boljše počutje, saj vključujejo vaje za moč, zdržljivost in ravnotežje. Po gibanju sledi pogovorna urica, na kateri bomo izmenjali izkušnje o našem delu, se dotaknili pomena dobrega odnosa sodelovanja, verbalne in neverbalne komunikacije, doživljanja sodelovanja s svojci ter pomena povezovanja v procesu dela z neformalnimi oskrbovalci ter ostalimi službami. Veselimo se vaše družbe in vas še enkrat prijazno vabimo, da skupaj naredimo nekaj dobrega zase. Hvala lepa. Hvala. Prosim. Ob 17. uri sledi občina na prostem. To je naša tradicionalna prireditev, kjer se predstavijo društva, zavode, službe, ki dejansko sodelujejo z občino, vse inštitucije, tako da so seveda vse občanke in občani spet vljudno vabljeni, kajti tudi na tem dogodku se sproščeno lahko pogovarjamo o kakršnikoli odprtih zadevah, si razložimo, kaj je možno, kaj ni možno, tisti, ki pač ne radi prihajajo v samo stavbo. Verjamem, da bo seveda lušno, kajti ob 21. imamo na sporedu dogodek napevi prleškega ljudskega godca Alojza Grnjaka v izvedbi prleških ansamblov na glavnem trgu v organizaciji etnološko-kulturnega društva Kunštni Prleki.
Tu bo nastopilo kar nekaj ansamblov, tako da seveda po predstavitvi na občini na prostem sledi seveda tudi zabava. Čeprav je sreda, jaz verjamem, da se bomo imeli zelo luštno tudi pozno v noč. V četrtek bo potekalo vse v znamenju podjetnosti. Tukaj bom povabila sodelavko gospod Bojano Babeč-Krlec, da nam predstavi vse, kaj se bo dogajalo. Nekaj lahko tudi že seveda pove o našem tradicionalnem prleškem sejmu. Po njenem predstavitvi pa bom povabila tudi sekretarja Obrtne zbornice Ljutomer, da bo predstavil seveda tradicionalno prireditev v sklopu občinskega praznika Obrtnik leta 2022 in hvaležni smo, da naše praznovanje seveda vsako leto obogatijo in tudi iskrena zahvala za dobro sodelovanje z obrtniki, podjetniki, nasplošno z našim gospodarstvom v občini Ljutomer. Izvolite. Hvala, županja, in lep pozdrav. Ja, kot je županja že omenila, Prleki smo tudi podjetni, zato smo v letu prleških vrednot in vinske kulture naš praznični četrtek, to je 4.8., posvetili gospodarstvu in turizmu. Zjutraj se bomo tako s kasačem Tinkom in našimi najmlajšimi odpravili na voden sprehod po znamenitostih mesta ter pridno nabirali odtise štampiljk v njegovo zdaj že znamenito knjižico s Tinkom po Ljutomeru. Dogajanje bomo tako nadaljevali z najmlajšimi v prostorih tukajšnjega mladinskega centra Ljutomer, kjer bomo ustvarjali iz papirja, slikali, pa še počeli marsikaj, kar pa naj ostane kot presenečenje. Točno opoldne bo na Jeruzalemu, naši najbolj privlačni turistični točki v občini, potekal voden ogled cerkve Žalostne Matere Božje ter možnost degustacije vin v Vinoteki Jeruzalem. Ob 13. uri pa se bo prav tako tukaj v Mladinsko-kulturnem centru v sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota potekala predstavitev modela PONI, podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega lahko potencialni podjetniki razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Novi razpis bo objavljen v mesecu septembru, zato je sedaj odlična priložnost, da vsi zainteresirani, ki že imate svojo podjetniško idejo in ne veste, kako priti do končne rešitve, da se dogodka udeležite in spoznate možnosti tovrstnega usposabljanja. Ob 16. uri bo v četrtek potekala delavnica Prleške gibanice z Nino Žuman, zato lepo vsi vabljeni v lončarstvo Žuman. Tako, županja, če dovoliš, še gremo kar na soboto, ko poteka naš osrednji dogodek, en izmed osrednjih dogodkov v času praznovanja občinskega praznika. To je Prleški sejem, ki bo po 2 letih ponovno zaživel v svoji tradicionalni podobi. Se pravi doživetje kulinarike, sejmarstva in domače obrti. Pričel se ob 9. uri s kulturnim programom na Glavnem trgu. V sejemsko dogajanje nas bo kot prvi popeljal pihalni orkester Ljutomer, na kar bo predstavljena bogata sejemska ponudba na aveniji vina, domače obrti, domači dobrot, aveniji društev, obrtništva in podjetništva, bižuterije ter Bošnjaka. Že tradicionalno pa bo tudi postavljen klopotec na Glavnem trgu kot simbol vinorodnega območja. Poskrbljeno bo seveda tudi za bogato kulinarično ponudbo, vso dogajanje od jutra pa do poznega večera oziroma noči pa bo spremljal bogat glasbeni program priznanih slovenskih izvajalcev, to so ansambel Štrk, Alja, Bikul in Bodale ter Polkaholiki. Nikakor nismo na ta dan pozabili tudi na naše najmlajše obiskovalce, zato si bodo v dopoldanskih uricah lahko tukaj v prostoru mladinskega centra Ljutomer ogledali filme naših vrtcev, popoldne pa bo na Glavnem trgu potekala poslikava obraza in čarovniška predstava čarodeja Joleta Coleta. Ne smemo pa seveda pozabiti omeniti tudi letošnjo novost oziroma posebnost, to je sejemski vlak, ki bo vse obiskovalce, ki si bodo zaželeli brezskrbnega sejemskega doživetja, popeljal na relaciji Gornja Radgona Ljutomer.
Torej, prvo soboto v avgustu vsi lepo vabljeni na pravo sejemske dogajanje v Ljutomer. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. V sklopu občinskega praznika občine Ljutomer organizira naša zbornica v četrtek 4. avgusta ob 20. uri tradicionalno prireditev Obrtnik leta 2022. Slavnostni govornik bo novi predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Blaž Cvar. Kulturni program nam bodo popestrili naši lokalni fantje iz Ljutomerskega okteta. Naj omenim, da bomo ob 18. uri izvedli tudi na naši zbornici regijski sestanek pomurskih zbornic, kjer bomo z vodstvom obrtno-podjetniške zbornice Slovenije govorili nekaj o trenutni energetski in prehranski krizi ter sprejeli tudi nekatere predloge napram vladi, katere ukrepe naj sprejme, da bodo naša podjetja lažje preživela to krizo. Torej, vljudno vabljeni v četrtek ob 20. uri na našo tradicionalno prireditev Obrtnik leta 2022. Hvala lepa. Hvala. V petek bi omenila seveda ob 20. uri slavnostno podelitev nagrad in priznanj, ki se bo zgodila v parku prvega slovenskega tabora. Seveda bo poudarek na hvaležnosti in temu primerno bomo seveda tudi organizirali program z poudarkom na prleških vrednotah in vinski kulturi. V soboto je seveda poudarek na tradicionalnosti, ki je bil že predstavljen, se pravi Prleški sejem. Seveda našo praznovanje želimo praznovati ne samo z občankami in občani, tako kot je bolj povedano. Organiziranje sejemskih vlak, to je neka posebnost letošnjega leta, tako da vsi tisti, ki prihajajo iz Zgornje Radgone, pa seveda proti nam, proti Ljutomeru, vljudno vabljeni, da se veselite tudi ob rojstnem dnevu naše občine. No, naše praznovanje bomo zaključili v nedeljo 7. avgusta, kot seveda tradicionalno v organizaciji turističnega društva Stara cesta bodo se izvedle sodobne rimske igre, seveda s poudarkom na spoštljivost do zgodovine, tradicij in vsega ostalega. O tem nam bo več povedala predsednica turističnega društva, gospa Marija Gaube. Izvolite. Prav lep pozdrav tudi v mojem imenu. Naše društvo je veselo, da se lahko priključimo in z našo prireditvijo k praznovanju 66. občinskega praznika. Ime Stara cesta ima zgodovinske korenine, saj spominja na pot, ki so jo uporabljali Rimljani na svojih pohodih v vzhodne province in ta cesta je potekala tudi preko Stare ceste. Z urejanjem in predstavitvijo obeležij ter mitov iz časov pred več kot 2000 leti se tako ohranja del kulturne dediščine. In v ta namen smo v turističnem društvu začeli uvajati sodobne rimske igre. In letos so že 21. sodobne rimske igre, ki bodo potekale v nedeljo 7.8. ob 15. uri. Zbrali se bomo pri gasilskem domu v Mekotnjaku. Se oblekli v rimska oblačila, ki smo se jih sami zašili, tako za ženske, moške in pa tudi med nas zavedno vabimo otroke. V povorka, ki se bo zbrala pred gasilskim domom, se bomo podali po Stari cesti do rimskega obeležja z rimskimi novci, ki smo ga naredili pri stari šoli na Stari cesti,
tam bo potekalo že tradicionalno tlakovanje rimske ceste in po krajši osvežitvi se bomo potem po poti nazaj ustavili tudi pri vinski kleti Magdič, kjer nam bo pripravil en mali šank in potem se bomo vrnili na prireditveni prostor, kjer bodo potekale 21. sodobne rimske igre, ki v glavnem prikazujejo domača opravila, kmečka opravila in se dogajajo v naravnem okolju. Sodobne rimske igre so tako, skupina predstavlja 2 moška in 2 ženski in tako bodo v teh igrah sodelovali tudi otroci, ki bodo za nagrado sprejeli mošnjičke z sladko vsebino in pa medalje, starejši pa bodo, odrasli pa bodo dobili pokale za 1., 2. in pa 3. mesto. Potem na prireditvenem prostoru bo istočasno tudi bodo ustvarjalne delavnice, kjer se bojo pletli venčki in pa šopki iz naravnega materiala. Potem ponudili bomo kulinariko po rimljansko in pa potem sledila bo tudi ponudba na stojnicah, kjer si bomo lahko ogledali izdelke iz naših ustvarjalnih delavnic. Potem pa sledi prijetno druženje in na te sodobne rimske igre ste tudi vi vljudno vabljeni. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo še en dolg z predsednikom Športne zveze, ribiško srečanje. Je treba kaj posebej povedati? Nič posebnega. No, gospod Jože Magdič, predsednik Društva upokojencev, se opravičil, tako da s tem smo izčrpali seveda bogat program v sklopu praznovanja občine Ljutomer. Jaz sem zelo hvaležna vsem, ki ste seveda se potrudili v teh poletnih časih, času dopustov, organizirate oziroma pripravite vse potrebno, da se bomo res imeli lepo in nepozabno. Seveda se iskreno zahvaljujem tudi medijskim hišam, spoštovane novinarke, novinarji, hvala lepa, da ste bili danes z nami. Še enkrat pa res prijazno povabilo vsem občankam, občanom občine Ljutomer, prijateljem občine Ljutomer, da se udeležite naših dogodkov. Prepričana sem, da vsak lahko najde nekaj dobrega zase in da živi res lepe, nepozabne te vročinske dni. Hvala lepa in še enkrat hvaležen pozdrav.